Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz komentatorskega mesta Šišenskega štadiona v Ljubljani, kjer je pred nami tekma 31. kroga prve lige Telemach med domačim Bravom in Mariborom. Tudi iz tega prizora lahko vidite sončno, toplo, a nekoliko vetrovno je v prestolnici. Lepo zdaj gre proti Žigi Repasu, pa Barišič s predložkom Orbanič boksa. Toda vračajo gostje v kazenski prostor. Še vedno Božič, Gidado je spodrsnilo, tako da je Božič švignil tudi mimo njega. Božič odložil je za Barišiča, Barišič in kaj je zdaj rešil Jakšič s pomočjo vratnice. Premagan je bil tu Orbanič. Še enkrat Maribor prek Lorberja in na koncu Orbanič. Kakšna priložnost, Barišič je. Karič zdaj do Strajnarja, pa Božič. Božič s predložkom, priložnost ima Žiga. Žiga Repas, točno Orbaniča, še je nevarno gol. Vodstvo za Maribor. Preveč je bilo tule zmede v domači obrambi. Pravzaprav bi moral zadeti že Žiga, pa ne vem, kdo je na koncu strelec. Tole objemajo Bugreja, ampak nisem, kaže, da je res Bugre strelec. 20. minuta, vodstvo Maribora, Etienne Bugre, torej njegov prvi gol. Čeprav se mi je zdelo, da je morda tam vendarle Strajnar zadnji igral žogo, očitno ne. Takole, pogledajte, Božič. Stankovič. Jakšič mimo gola. Tole je bila daleč najlepša situacija za Bravo na tej tekmi. 2-1, 1-0 za Maribor. Matija Kavčič. Kavčič zdaj s predložkom. Bergzen boksa. Gidado. In kaj je spet zapravil Gidado zaradi slabega sprejema. Že tretjič danes pravzaprav slab sprejem. Potem še Španring. Jakšič, Gidado in Španring so jih imeli. Tole pa zdaj Poplatnik, gradi se, slabo in gol! Slabo zdaj Sven Karič, neverjetno. Kakšno napako so si zdaj v obrambi privoščili tudi gostje in v 32. minuti. Viktor Antino Emo, Gidado, 19-letni Nigerijec do svojega prvega gola v prvi ligi Telemach. Ustrajen je bil Poplatnik. Gotovo bomo to videli še enkrat. Gradil se je Karič, toda preslabo Poplatniku, tole bomo zdaj to videli. Takole Karič, Poplatnik pa je nekako krasno se je spet obrnil. Poplatnik, odlično Poplatnik in Pečar gre sam proti Bergsnu. Martin Pečar predolgo je okleval. Že s petim kotom. Tole je priložnost za Pečarja, ki strelja iz prve, toda prek vrat. Gidado je tu prišel do žoge, prekrška ni bilo. Gidado, priložnost za Bravo, Gidado proti Poplatniku in gol! Matej Poplatnik, 55. minuta. Ampak poglejmo zdaj, če ni bil morda Poplatnik v ofsajdu, No, tule zdaj poglejmo. Ne, tole ne bo gol. Ostalo bo torej pri izidu 1-1. Tale posnetek pa razkriva precej več in tu si upam trditi, da je bil Poplatnik za pol koraka prehiter in da bo izid ostal 1-1. Poglejte, tole je trenutek podaje in Poplatnik je v prepovedanem položaju. Offside ostaja 1-1. To je Karič in na koncu zadetek, kot kaže Jakupoviča, ampak mislim, da je to
Brščas celo napaka Arnela Jakupoviča. Kajti žoga se mi zdi, da bi šla v mrežo, pa vprašanje, če ni Jakupovič s tem, ko je potrdil tale zadetek, poskrbel za ofsajd. Poglejmo. A zdaj več prostora za Milca, Milec pred ložkom, Sudavin, mimo gola! Spet jo je priboril za bravo, jo dal Stankoviću, zdaj oddaleč Trdin, zelo dober strel in Bergsen. Ja, Aleš Arnolj, trener Brave v moji družbi. Nekoliko, lahko rečemo, drugačen Bravo kot na zadnjih tekmah, več energije, več želje. Takšen, kot smo ga bili vajeni skozi večji del sezone, na koncu osvojena točka. Kakšen je vaš prvi vtis? Zadovoljni smo lahko, jaz mislim, da s točko se strinjam, da boljši kot v preteklih tekmah. Če ne bi bili, bi v bistvu tudi izredno težko prišli do rezultata. Drugač pa predvsem v prvem polčasu škoda za tiste dve zgrešeni priložnosti, ki sta bile izredno lepi in bi tekmo lahko zapeljali v drugo smer. Je pa res, da prvi polčas igrali se z vetrom, kar je bilo tudi v bistvu očitno. Mariborčani so bili v zelo kompaktnem bloku, mi smo preprosto iskali preveč podaj v noge napadalcem, ne pa v izpraznjeno globino in tam generirali protinapade nasprotnika, na ta način v bistvu tudi prejeli mal bi rekel lahko celo naključen gol. Tako da iz taktičnega vidika tukaj nismo bili zadovoljni, ker preprosto je bilo dovolj prostora, da bi organizaciji igre hitreje prišli za hrbet nasprotniku in težišče prestavili na drugo stran. Malce slabši rezultati v zadnjih tekmah pa potem naredijo tudi malo take tekmovalne psihoze, kar se je videlo tudi na koncu, ko v bistvu tudi v preprostih situacijah nisi povsem siguren. Zato je potrebno spoštovati to točko, ker kljub vsemu Maribor v takšni tekmovalni formi, kot je res zahteven nasprotnik. Tale bi lahko rekli kar malce vlakec smrti gor dol, predvsem kar se tiče odločitev, dogajanja na igrišču. Kako težko je bilo nekako z vašega pogleda ali pa, ko ste gledali svoje varovance, zadržati fokus na tekmi? Ja, mislim, težko je bilo z obeh vidikov, mali z dogodkov, pa z druge strani tudi ne mi, ne Mariborčani nismo zdržali res tiste prave mere kompaktnosti, urejenosti, veliko je bilo konter, pol konter, pozna se malo, da se zaključuje sezona, obe ekipi smo morda v položaju, kjer se pač ne napada nič tako plastičnega cilja in takoj se pokaže v bistvu, kakšna razlika je. Tudi v prvem polčasu mogoče mi smo bili, mislim, da redko tako slabi v duel igri, kot smo bili v prvem polčasu. Praktično iz vseh zgubljenih duelov se nam je nekaj zgodilo, tako da pri vodenju predvsem pazimo v takih trenutkih, da poskušamo obdržati čim več reda, čim bolj hladno glavo, zato da se v igro nazaj privleče ravnovesje. Je pa iz trenerskega vidika, ali pa jaz lahko za sebe govorim, za mene to najtežji del. Gospod Čimodža, tole močno pomladansko sonce bi človek včasih mislil, da bi koga uspavalo, pa tele tekme zagotovo ni, ogromno je bilo dogajanja, pravzaprav nimava niti časa, da bi zdaj šla skozi vse situacije, takšne in drugačne. Kako ste vi videli tole tekme? Žalosti me različna dojemanja pravil v nogometu, tako da bi rad za strani sodniške organizacije jasno je pojasnila, kako in kaj se v podobnih ali pa enakih situacijah, po drugi strani pa ne gledamo na to stvar, da bi bilo to za nas ključno, enostavno nasprotnikov smo imeli pod kontrolo. Vedeli smo, kako in kaj želi igrati. Nažalost smo jim podarili tole točko, ampak vseeno na tej vročini, na tem igrišču zelo specifičnem je točka dobra. Po drugi strani pa škoda, da smo mi dali točko nasprotnikom. Nekako ne glede na to, o čemer se pogovarjamo, vse se je zdelo, da ste se uspeli zbrati, si ustvarjati priložnosti, veliko jih je bilo. To je verjetno nekaj, kar bo dobro vzeti s sabo naprej. Se strinjam, mi vedno poskušamo prihajati v priložnosti, kompaktnost v zadnji liniji. Enostavno zadeva je pri nas, kot sem že večkrat dejal, konstanta, ki si jo želimo in tudi danes smo bili na tej poti dobri. V nekako tudi pogledu na derbi, še ena tekma korak v pravo smer ali vendarle morda ta prekinitev zmagovalnega niza ni optimalna pred derbi? Tekme nismo izgubili. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Jakoslav,
točka na koncu z vidika Brava, ste verjetno zadovoljni, ampak tudi predstava nekako z vašega vidika borbe, na kakršne smo vajeni, kakšna je vaša ocena tekme? Ja, mislim, kot smo rekli že v klubu prej, po 3 porazih je tale pika veliko vredna, borili smo se, dali smo vse od sebe, vsi vemo, kdo je Maribor, tako da mislim, da zasluženo. Nekako ste se držali tega vašega načrta, ki smo ga zdaj od vas tudi že vajeni proti recimo temu močnejšim, kakovostnejšim ekipam, tele proti napadi, direktnost proti vratom, to je bilo danes na tistem pravem nivoju. Mislim, da ja, čeprav na koncu, če pogledamo vseeno v 16-tercu, bi se lahko malo bolj umirili, malo bolj skoncentrirali, bolj zaključili, ampak, kot sem rekel, po 3 porazih pika veliko vredna, tako da mislim, da je prišlo v pravem momentu. Najlepša hvala in srečno. Ja, v moji družbi Lan Vidmar, rezultat, ki verjetno ni takšen, kot ste si ga želeli, na koncu 1-1, borba 90 minut, kakšen je nekako vaš prvi vtis po tele tekmi? Ja, seveda, jaz mislim, da smo mi izgubili točke in mislim, da so Bravo tu dobili točko, res je, razmere za pogoji niso bili optimalni za dobro igro, ampak pokazali smo nek karakter, pokazali smo, praktično smo gol dobili, praktično smo si ga zabili sami. Zabili smo 2 gola z offside-a, tako da igrali nismo slabo, ampak vseeno Maribor se pričakuje vsaka tekma na zmago. Veliko je bilo takšnih in drugačnih situacij, omenjali ste te razveljavljene gole, kar težko je nekako tudi verjetno fokus na tekmo obdržati, ko je vse skupaj malce kaotično. Seveda, pol vsa tak prekinitev, neki misli grejo, treba res biti, sonce je močno, treba fokus biti 100% 90 minut in samo tak priješ do 3 točk. Najlepša hvala in srečno. Hvala.